Dober dan, en lep pozdrav. Današnji webinar ukrepov na področju plač prispevkov je brezplačen in je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Spirit Slovenije, javne agencije. Danes sem z vami Ksenja Prosen, samostojna svetovalka na področju računovodstva in pa davkov. Današnji seminar je ena izmed najbolj aktualnih tem ta čas, in sicer kako obračunati plače, kateri ukrepi v zvezi z epidemijo so možni za delodajalce, kaj lahko koristijo. In tako kot je že v naslovu, danes se bomo res osredotočili predvsem na prispevke in plače, ne pa tudi na druge ukrepe, ki jih drugi zakoni omogočajo v zvezi z likvidnostjo. Če mogoče na začetku samo malo poudarim, katera zakonodaja je že bila sprejeta in je že v veljavi. Najprej smo 29. 3. dobili zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Tukaj v tem zakonu predvsem so določbe v zvezi z tem, da se lahko davčni obračuni oddajajo do 31. maja, da je tudi AJPES-u se bilance oddajajo do 31. maja. Potem so imeli zakon o interventnih ukrepih na področju plač in pa prispevkov. To je prvi zakon in določene stvari iz tega prvega zakona so še vedno v veljavi, čeprav smo z 11.4. pa dobili zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in pa gospodarstvo. Zdaj vidite, da pod točko 4 sem pa jaz vpisala že tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona o interventnih ukrepih. Besedilo tega zakona je bilo že sprejeto na seji vlade 21.4. in pa predloženo v obravnavo pa sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije, ki bo o tem odločal po nujnem postopku. Zdaj, predvsem zaradi tega, ker je ta predlog zakona oziroma besedilo tega zelo v veliki meri nam že odgovarja na vprašanja, ki se nam največ pojavljajo oziroma ki so se nam tudi najbolj pojavljala, ko je bil sprejet prvi zakon, sem jaz se odločila, da vam ta predlog tudi vključim že noter. Videli boste na prosojnicah vedno, kadar je nekaj napisano z rdečo barvo, to pomeni, da je to že vključeno v predlog. Stvari, ki so prečrtane, da boste vedeli, da so včasih nekje bile, pa ne bojo veljale več. Odločila sem se pa, da ga dam noter, predvsem zaradi tega, ker je res zelo, zelo verjetno, da bo ta predlog zakona oziroma besedila v mesecu maju že začel veljati. Sam tale webinar sem razdelila na dve področji. Najprej bomo pogledali samostojne podjetnike, kakšne ukrepe lahko uveljavljajo oni, potem si bomo pa pogledali še, kakšne ukrepe pa lahko uveljavljajo delodajalci, to so tako družbe, zavodi, kot tudi samostojni podjetniki, ki zaposlujejo delavce, seveda zadev plač, ki jih izplačujejo samostojni podjetniki. Če najprej pogledamo, v prvem zakonu, ki je bil sprejet 29. marca, smo dobili možnost odloga plačila prispevkov. Odlog plačila prispevkov lahko uveljavljajo tisti samozaposleni, ki so zavarovani izključno na podlagi 15. člena oziroma izključno samo kot samozaposleni. In pa seveda te osebe ne smejo zaposlovati nobenih delavcev,
Torej, govorimo o tistih samozaposlenih, ne govorimo o popoldanskih samozaposlenih tukaj, ne govorimo tudi o tistih samozaposlenih, ki so mogoče za 4 ure na starševskem varstvu, tukaj govorimo o samozaposlenih, ki so samo in izključno, ali pa bom tako drugače rekla, ki polno plačujejo prispevke samo iz naslova samozaposlitve. In pa seveda te osebe morajo imeti poravnane zapadle davčne obveznosti na dan 28.2. Oziroma te neplačane obveznosti ne smejo preseči 50 evrov, upošteva pa se plačila do 6.4. To še vedno velja, torej te samozaposleni, tudi če ne bi drugih pogojev izpolnjevali, lahko uveljavijo odlog za prispevke, ki so že zapadli v plačilo v aprilu in pa potem tudi za prispevke v maju in juniju. Odlog se uveljavi avtomatično, brez kakršnekoli vloge, vi samo pač ne plačate teh prispevkov. Jih boste pa seveda morali nekoč plačati. Zadnji dan za plačilo teh prispevkov je 31.3.2022. Potem smo pa dobili nov ukrep, in sicer samostojni podjetniki, tisti, ki so zavarovani na podlagi 15, to je, da so zavarovani kot samostojni podjetniki, verski uslužbenci, kmetje in pa tudi poslovodne osebe, ki so zavarovane na podlagi 16. člena, oziroma verjetno bo marsikakšnemu bolj jasno, če povem, da so zavarovane na podlagi 0,40. To so tiste poslovodne osebe, tako zdaj vidimo, da se je črtalo v gospodarski družbi, torej poslovodne osebe v društvih, zasebnih zavodih in pa tudi v gospodarskih družbah, ki ne dobivajo plače, ki same plačujejo prispevke, dobivajo oziroma plačane so pa po pogodbi v poslovodenju in imajo na dan vložitve vloge plačane zapadle davčne obveznosti. Te osebe so upravičene do temeljnega dohodka. Temeljni dohodek znaša za mesec marec 350 evrov, za mesec april in maj pa je višina temeljnega dohodka 700 evrov. Veliko je bilo vprašanj v zvezi s tem, kaj če to se pravi, nekdo ni vključen v celoti, predvsem so tukaj bili mišljene osebe, ki so na starševskem varstvu, ki za polovični delovni čas uveljavljajo možnost centra za socialno delo, da koristijo pač varstvo otroka. Zdaj v novem predlogu je lepo pač zapisano, da če upravičenci niso vključeni za celotni mesec ali pa za polni zavarovalni čas, potem so upravičeni do sorazmernega temeljnega dohodka. Sorazmerni del se bo gledal glede na ure zavarovanja oziroma glede pač na čas, če nekdo pač med mesecem preneha biti vključen po tej podlagi. Temeljni dohodek je oproščen vseh davkov in pa prispevkov. Tisti, ki ste že vlagali izjave za oprostitev teh oziroma za plačilo temeljnega dohodka, ste verjetno videli, da na koncu vas vpraša za vas lastni za transakcijski račun, na katerega se lahko to tudi nakaže. Kakšni so pogoji oziroma kdo je upravičen do temeljnega dohodka? Bilo je že zelo veliko nekih variant, od 25% zmanjšanje prihodkov v marcu glede na februar, pa 50% zmanjšanje prihodkov v aprilu glede na maj, potem se je gledalo še polletje. No, te stvari so zdaj tudi s tem novim besedilom vse ukinjene in po novem predlogu
velja oziroma naj bi veljal pogoj upad prihodkov v letu 2020 za več kot 10% glede na leto 2019. Rešili so tudi vse tiste primere, če ni nekdo posloval v celotnem letu 2019, potem se pogleda upad povprečnih mesečnih prihodkov, torej če je posloval primer v letu 2019 samo od septembra naprej, torej imamo 4 mesece, bomo prihodke delili 4, dobili pač povprečne mesečne prihodke leta 2019, potem bomo pa za 2020 celotne prihodke delili z 12 in bomo spet dobili povprečne mesečne prihodke in upad teh prihodkov v letu 2020 glede na 2019 mora biti večji od 10%. Kaj pa, če osebe sploh niso poslovale v letu 2019? Ja, v tem primeru se pa gledajo povprečni mesečni prihodki leta 2020 in sicer tisti, ki so bili doseženi od 1.1. do 12.3. in pa potem vsi ostali, ki so pa od 13.3. naprej. Tudi jasno je sedaj v zakonu zapisano oziroma predlagano, no, jaz bom mogoče govorila kar zapisano, ker res verjamem, da bojo te stvari veljale, no, zato da se ne bom skozi popravljala. Prihodki, ki se upoštevajo oziroma prihodki, za katere gledamo, ali je upad teh prihodkov 10% ali ne, so čisti prihodki od prodaje, ki so ugotovljeni po pravilih o računovodenju in pa nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Če pogoj ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč, ki jo, to se pravi celotni temeljni dohodek, vračilo je pa brez kakršnihkoli obresti. Torej, vi danes ocenjujete, kakšni bojo vaši prihodki za leto 2020. Če ocenjujete, da bo tukaj upad več kot 10%, potem, kot bomo videli v nadaljevanju, boste oddali izjavo, boste dobili izplačan temeljni dohodek in na koncu leta, ko se bo pogledalo, ali je ta pogoj dosežen ali ne, če tega pogoja ne boste dosegli, boste mogli to vrniti, vendar, kot sem rekla, brez kakršnihkoli obresti. Kako uveljavljamo izplačilo temeljnega dohodka? Izključno preko e-davkov, to lahko naredite sami, lahko naredite preko mobilne aplikacije ali pa spletne aplikacije e-davki. Lahko pa to za vas naredi tudi pooblaščena oseba, primer, če imate računovodski servis, lahko njega pooblastite in on za vas predloži to izjavo. V izjavi morate vpisati, ali izpolnjujete pogoje, zdaj tudi izjava je še narejena po starem, torej ali izpolnjujete pogoje oziroma želite izplačilo temeljnega dohodka za marec, april in maj. Če želite za vse 3 mesece, morate za vse 3 mesece tam označiti, ravno tako vas na izjavi vprašajo tudi, ali uveljavljate oprostitev plačila prispevkov in lahko spet izberete vse naenkrat. Lahko pa izberete tudi vsak mesec posebej. Zdaj tukaj vidite roke za izplačilo oziroma pomembno je, kdaj vi vložite to izjavo. Izjava je pa tako za oprostitev plačila prispevkov kot za temeljni dohodek ena. In če ste izjavo za mesec marec že vložili do 18.4., potem boste je pač izplačilni dan izplačila 25.4. Če bo izjava vložena od 19.4. pa do 30.4., bo izplačilo temeljnega dohodka
10.5. In pa, če pa boste izjavo vložili kasneje, to se pravi v mesecu maju, boste izplačilo temeljnega dohodka dobili 10.6. Lahko date izjavo za vsak mesec posebej ali pa za vse mesece skupaj. Poleg temeljnega dohodka so pa samostojni podjetniki imajo možnost tudi oprostitve plačila prispevkov. Zdaj, kdo lahko to uveljavlja, že prej zelo podobno, kot smo videli pri temeljnem dohodku, torej samozaposleni, ki so zavarovani na podlagi 15 verski uslužbenci, kmetje in pa poslovodne osebe, ki imajo na dan vložitve vloge plačane zapadle davčne obveznosti. Torej, bodite pozorni še na to, da takrat, ko boste oddajali vlogo, preverite na davčnih karticah, ki imate plačane vse zapadle davčne obveznosti in potem vložite vlogo. Oprostitev plačila prispevkov, prej smo se zelo veliko pogovarjali, a zdaj to velja tudi za marec ali samo za april ali maj ali za kdaj. Zdaj po novem je lepo napisano, da oprostitev plačila prispevkov velja za obdobje veljavnosti ukrepov iz tega zakona in pa velja za vsa obvezna zavarovanja v celoti. Nekatera vprašanja so bila v zvezi s tem, a so zdaj to samo socialna zavarovanja, a to je zdaj samo zdravstveno zavarovanje, a kaj pa PIS. Tukaj govorimo o vseh prispevkih, tako za PIS, starševsko varstvo, zdravstveno zavarovanje, torej vsa obvezna zavarovanja v celoti. Upravičenci do oprostitve prispevkov so pa tudi tiste osebe, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni v zavarovanje na drugi podlagi. Prej sem že omenila, tukaj so zdaj vključeni tudi tiste osebe, ki so mogoče do polnega zavarovalnega časa na starševskem varstvu. Seveda tukaj so zdaj vključene tudi osebe, ki so mogoče polovično na SP-ju, polovično so pa zaposlene na podlagi 0,1. Tudi te osebe zdaj po novem za ta del so upravičene do oprostitve plačila prispevkov. Samostojni, zdaj isto je v bistvu, kot smo videli že prej pri temeljnem dohodku, pa še kasneje boste še enkrat pač videli, gledamo pogoj upad prihodkov v letu 2020 za več kot 10% glede na leto 2019 in tudi tukaj je zdaj to lepo napisano in izenačeno pri vseh. Prihodki so čisti prihodki od prodaje in pa nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Isto kot velja pri temeljnem dohodku, tudi tukaj velja, če ta pogoj ne bo dosežen, bo moral upravičenec vrniti oziroma pač plačati vse te prispevke, vendar brez kakršnih koli obresti. Kako uveljavljamo? Z izjavo, že prej smo jo omenili, mogoče tukaj samo ena stvar, da roki za uveljavljanje oprostitve so malo drugačni kot pa oni roki za izplačilo temeljnega dohodka. Za marec, če želite uveljavljati oprostitev, mora biti izjava vložena do 10.4., za april tudi za 10.4., za maj izjava vložena do 31.5.2020. To so ukrepi, ki jih lahko koristijo samostojni podjetniki zase. Torej, bistvena sta dva, temeljni dohodek, ki ga dobi izplačanega oseba na svoj transakcijski račun in pa oprostitev plačila prispevkov za čas trajanja ukrepov
epidemije. Zdaj, v drugem delu se bomo pa dotaknili delodajalcev. Delodajalci pa seveda so v trenutku, ko je nastopila epidemija, se mogli odločiti, glede na to, da so imeli zmanjšan obseg poslovanja oziroma da nekateri sploh niso mogli delati, ker so bile njihove dejavnosti prepovedane oziroma pač so zaprte, so mogli se odločiti, kaj bojo naredili z delavci. Največkrat je prišlo do tega oziroma so se odločali za to, da so dali ali delavce na začasno čakanje na delo doma. V tem primeru imajo možnost do povračila nadomestila plače in pa oprostitev plačila prispevkov. Seveda se je zgodilo tudi to, da določeni delavci, pa zato, ker so se zaprli vrtci, šole, zato, ker je zastal javni promet, niso mogli priti na delo oziroma ne morejo priti na delo. V tem primeru govorimo o višji sili oziroma odsotnosti delavcev zaradi višje sile. Tudi v teh primerih lahko delodajalec uveljavlja povračilo nadomestila plače in pa oprostitev plačila prispevkov. Nekaj delavcev je bilo odsotno tudi zaradi tega, ker jim je bila odrejena karantena. Tukaj mogoče samo to, ta karantena je mogla biti odrejena strani ministrstva oziroma dejansko so dobili odločbo o karanteni, neke samoizolacije ne pašejo v ta institut karantene. In tudi v tem primeru so delavci oziroma delodajalci upravičeni do povračila nadomestila plače in pa oprostitev plačila prispevkov. Imamo pa potem tudi podjetja, ki v času epidemije delajo naprej, bodisi delajo v svojih poslovnih prostorih ali pa so svoje delavce napotile na delo od doma. V tem primeru pa tem delodajalcem pripada oprostitev prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, morajo pa delavcem pod določenimi pogoji izplačati krizni dodatek. Tega se bomo pa tudi malo več dotaknili potem kasneje. Inštitut čakanje na delo doma in pa višja sila, kdaj mi delavca napotimo na začasno čakanje na delo doma, to določa že Zakon o delovnih razmerjih. In v tem zakon govori o tem, da to naredimo takrat, kadar mi trenutno nimamo dela za naše delavce, vemo pa, da ko se bojo določeni v tem primeru ukrepi sprostili, bomo mi te delavce še vedno potrebovali in v tem primeru jih pošljemo na čakanje na delo doma. Kakšna je višina nadomestila, ki pripada delavcem? To je 80% povprečne plače za polni delovni čas iz zadnjih 3 mesecev oziroma obdobja dela v zadnjih 3 mesecih pred začetkom odsotnosti. To določa že Zakon o delovnih razmerjih. Zakon o interventnih ukrepih je pa dodal zraven samo še dikcijo, da te delavci ne morejo dobiti nadomestila, ki bi bilo nižje od minimalne plače. Prav tako pa Zakon o interventnih ukrepih določa, da tudi tisti delavci, ki so ostali doma zaradi višje sile, torej zaradi varstva otroka ali pa zaradi tega, ker je onemogočen javni prevoz, so upravičeni do nadomestila v višini 80% povprečne mesečne plače za polni delovni čas zadnjih 3 mesecev. Mogoče se nekateri spomnite, da smo na začetku govorili tukaj o 50%,
ampak to zaradi tega, ker je taka dikcija v zakonu o delovnih razmerjih, ki jih pa zdaj trenutno veljavni zakon dopolnjuje. Višina nadomestila velja za vse delavce v času trajanja ukrepov. Poudarek za vse delavce, torej tudi za tiste, pri katerih delodajalci ne morejo uveljavljati povračilo ali pa ne morejo uveljavljati oprostitev plačila prispevkov. Videli bomo, da so določeni pogoji, kdo lahko dobi povrnjena izplačila nadomestil in pa kdo ima lahko kdo je lahko oproščen plačila prispevkov, ne glede na to, a delodajalec to lahko uveljavlja ali ne, mora za delavce, ki jih napoti na čakanje na delo doma, dati višino nadomestila 80% povprečne plače, vendar ne manj kot minimalno plačo. Kdo je upravičen za povračilo nadomestila in pa oprostitev prispevkov? Upravičeni so vsi delodajalci, razen neposrednih pa posrednih proračunskih uporabnikov, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70%, in pa delodajalci, ki opravljajo finančno ali pa zavarovalniško dejavnost. Po standardni klasifikaciji dejavnosti je to skupina K. Vidimo pa, da je zdaj dodan še en pogoj, in sicer ti delodajalci, ki opravljajo finančno ali pa zavarovalniško dejavnost, morajo imeti na dan 31.3. zaposlenih več kot 10 delavcev. Če jih imajo manj, potem so tudi oni upravičeni do vseh ukrepov, o katerih bomo govorili v nadaljevanju. Pogoj izenačuje se s pogoji, ki jih imajo samostojni podjetniki, torej upad prihodkov v letu 2020 za več kot 10% glede na leto 2019. Spet so čisti prihodki od prodaje, tako da tukaj je še en odgovor na vprašanja, ki so se pojavljala, kaj je s subvencijami. Subvencije niso čisti prihodki od prodaje, zato subvencije ne vplivajo na to, potem kaj je s kakšnimi, bom rekla, prodajami osnovnih sredstev. Tudi to niso čisti prihodki od prodaje, tako da če boste gledali svoje izkaze, imate čiste prihodke od prodaje v izkazu poslovnega izida, v bistvu čisto na začetku, in to so tisti zneski, ki jih morate gledati oziroma ki vam bojo relevantni, ko boste ugotavljali, ali ste do pomoči upravičeni ali ne. In tudi v tem primeru velja, da v kolikor ta pogoj ne bo dosežen na koncu leta, mora upravičenec celotno pomoč vrniti, vendar brez kakršnihkoli obresti. Zakaj? Zato, ker mi zdaj te pomoči uveljavljamo na podlagi naših ocen. Ne vemo, kaj se bo pač do konca leta še zgodilo. In zaradi tega tudi v bistvu je delodajalec predvidel, da tudi tisti, ki bojo pač dobro poslovali in ne bojo tega pogoja izpolnili, so trenutno in pomagajo na likvidnostni strani, torej jim bojo povrnili nadomestilo plače in pa jih oprostijo plačila prispevkov, vendar ko bo leto zaključeno, videli bomo, ko bomo oddajali davčne obračune, potem se bo točno videli, a te pogoje izpolnjujemo ali ne, takrat pa bo potem potrebno ta sredstva vračati. Čakanje na delo doma in višja sila, kdaj
oziroma kaj moramo narediti, če nekoga napotimo na čakanje na delo doma. V tem primeru moramo delavca pisno napotiti. V sklepu, ki mu ga izročimo pred napotitvijo, moramo določiti čas začasnega čakanja na delo, od kdaj je on pač napoten na čakanje na delo in do kdaj. V tem primeru jaz verjamem, da vi ne veste, do kdaj naj bi delavec bil na čakanju, zato lahko napišete tam do nadaljnjega. Možnosti in pa načini poziva delodajalcu, da se predčasno vrne na delo, napišete pač, na kakšen način mu boste to sporočili, ali preko telefona, pošte, elektronske pošte, ter pa višino nadomestila plače, ki temu delavcu v tem primeru pripada. Še ena sprememba, ki se nam obeta, o kateri je bilo tudi zelo veliko govora, delavec ima v času začasnega čakanja na delo sedaj pravico, ne več obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do 7 dni v tekočem mesecu. Vidimo, da je črtana beseda zaporednih dni. Kaj zdaj to pomeni? Jaz vam samo lahko povem, kaj jaz menim, da pomeni, oziroma tle so bili res tudi pritiski določenih sindikatov. Jaz mislim, da sedaj ni več potrebe po tem, da nekoga zaporedno za dalj časa in samo enkrat v mesecu pokličemo nazaj, ampak da lahko delavca pozovemo na delo tudi večkrat, vendar ne več kot 7 dni v tekočem mesecu. Zato, da nekoga pozovemo nazaj, da pride nazaj na delo, mora delodajalec predhodno obvestiti Zavod za zaposlovanje. Potem imamo pa še odsotnost delavcev zaradi višje sile. Tukaj pa delodajalec dejansko ne pripravi nobenega sklepa, zato ker delavec v bistvu je doma zaradi njegovega razloga, vzroka. Povedali smo že, to gre predvsem takrat, kadar imamo pač varstvo otrok zaradi zaprtja vrtca, šol, objektivnih razlogov ali pa nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza. Eno vprašanje je bilo, kako to dokazujemo. Jaz mislim, da boste to dokazovali čisto samo z nekimi izjavami, da pač je vaš delavec ostal doma zaradi varstva otrok, navedli boste otroke, koliko stare otroke ima, da ima otroke pač v vrtcu, v šoli, ali pa da pač ima prihod na delo, mislim, da pač prihaja na delo z javnim prevoznim sredstvom, da nima izpita ali pa pač kakorkoli drugače in da zaradi tega ne more prihajati. Ni pa nobenega predpisanega obrazca, nobenega dokumenta, ki bi lahko rekli, tole morate pač priložiti. Dati morate v bistvu samo to izjavo zraven. Kakšna je višina povračila izplačanega nadomestila? Mi smo rekli prej, da delavec, ki je na čakanju na delo doma ali pa ki je odsoten zaradi višje sile, da njemu pripada nadomestilo 80% povprečne plače zadnjih 3 mesecev. Vendar se mu delodajalcu se ne povrne celoten znesek, in sicer izplačano nadomestilo se povrne samo v višini nadomestila, ki ne presega višine povprečne plače za leto 2019. Mislim, da je znesek 1753 evrov, nekaj stotinov še zraven. Torej, do te višine vi morate delavcu izplačati celotno nadomestilo, tako kot je v zakonu, višina povračila pa ne bo, ki ga boste pač deležni, pa ne bo višja od povprečne plače.
Kar se tiče oprostitve plačila prispevkov, delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za tista nadomestila plač, za katera so upravičeni do povračila izplačanega nadomestila. Torej, če boste vi izplačali nadomestilo plače, za katero boste tudi dobili oziroma bili upravičeni do izplačanega nadomestila, za ta del ne boste rabili oziroma boste oproščeni plačila prispevkov, vseh prispevkov. Za del, ki bo izplačan nad višino povprečne plače, ne boste dobili izplačanega nadomestila, ravno tako ne boste mogli uveljavljati oprostitev plačila prispevkov. Gre za vse prispevke, za vsa socialna zavarovanja in pa oba dva ukrepa veljata za obdobje veljavnosti ukrepov iz zakona, torej od 13. marca dalje. Tisti neposredni pa posredni uporabniki, katerih delež prihodkov iz javnih virov je nižji od 70%, torej tisti, ki lahko uveljavljajo povračilo plače, ga bojo uveljavljali pa samo v višini deleža, ki je enak deležu njegovih prihodkov iz nejavnih virov. Mogoče tle samo še to, ko se obračunavajo plače, boste seveda morali ta del nadomestila za čakanje na delo, za nekoga, ki na primer mu pripada več kot povprečna plača, boste mogli to na dva dela, bom rekla, razdeliti in tudi vnesti potem v svoje programe, zaradi tega, da bo pač program točno vedel, od katerega dela se bo lahko zahtevalo povračilo oziroma ne bo potrebno plačati prispevkov, od katerega dela bo pa še vedno treba plačati prispevke. Tisti, ki se ukvarjate z obračuni plač, poznate obrazce, ki jih je treba oddajati na finančno upravo oziroma preko e-davkov. Tle imamo različne obrazce in na primer za izplačana nadomestila zaradi čakanja na delo doma bojo obrazci šifro 1004, ampak seveda tle bo samo tisti del, ki ne presega višine povprečne plače. Razlika bo šla na navaden obrazec 1001. Postopek in pa način uveljavljanja povračil. Treba je vložiti vlogo. Vlogo se vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, oziroma če ste jih že pred uveljavitvijo zakona poslali potem v 8 dneh od uveljavitve zakona. Verjamem, da ste to tisti, ki imate delavce oziroma ki ste jih že v marcu poslali na čakanje na delo doma, da ste to že uredili. Vlogi mora biti priložena izjava, da izpolnjujete pogoje oziroma da ocenjujete, da boste pač izpolnjevali pogoje, da boste imeli manjše prihodke. Potem priložite tudi dokazila o napotitvi delavcev na čakanje. Izpolniti morate eno tabelico, v kateri točno zapišete, katere delavce, od kdaj do kdaj ste jih napotili na čakanje. Seveda, da pa lahko vse to naredite, je pa potrebna predhodna registracija. Se pravi, tisti, ki boste mogoče zdaj kasneje uveljavljali te ukrepe, ne pozabite na tej spletni strani www.zadelodajalce.si. Najprej se morate registrirati, bodisi z digitalnim potrdilom ali pa z uporabniškim imenom in pa geslom, potem boste lahko oddajali vloge.
plačane. Kateri so pa v bistvu tukaj spet pogoji? Pogoji so, da morajo biti plačane vse zapadle obveznosti na dan oddaje vloge in pa oddani vsi obračuni davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja. Govorimo o teh REK obrazcih za obdobje zadnjih 5 let. Zavod pa potem o vlogi odloči v 8 dneh s sklepom. Tisti, ki ste vloge oddajali še po prvem zakonu, ste zdaj verjetno že vsi dobili pozive za dopolnitve, zato ker drugi zakon določa oziroma ima pač večje obveznosti glede tega, kaj je treba vlogi priložiti, tako da tisti ste že to dobili in morate to izpolniti. Vsi ostali pa, če boste po novem zakonu oddajali v 8 dneh, potem sklepom se določi v tej vlogi. Kakšne pa so še obveznosti delodajalca, da lahko te ukrepe upošteva ali pa bom rekla izkoristi? Delodajalec mora delavcem izplačevati neto nadomestila, ne sme odrejati nadurnega dela, če bi to lahko opravil z delavci na čakanju. Torej, nekoga, ki je na takem delovnem mestu, da nimamo za njega, bom rekla, pač nadomestila ali pa zamenjave, taki osebi lahko tudi odredimo nadurno delo, v kolikor bi pa to lahko naredil nek drug delavec, potem pa moramo tistega delavca pozvati, ki je pač na čakanju, ga pozovemo nazaj in mora potem ta delavec to opraviti. In pa, če delavca pozovemo, da se vrne nazaj na delo, je treba o tem obvezno predhodno obvestiti zavod. Tukaj pa bodite pozorni, kajti če ravnate v nasprotju s temi 3 določili, je pa kazen malo večja, oziroma pa dejansko pride do kazni, in sicer je treba prejeta sredstva v celoti vrniti v 3-kratni višini. Prejeta sredstva mora pa vračati tudi tisti delodajalec, ki začne postopek likvidacije ali bodisi v obdobju prejemanja sredstev ali pa po prenehanju prejemanja sredstev, ampak v obdobju, ki je enako obdobju prejemanja pač teh sredstev. Zdaj, nekdo, ki je za 3 mesece uveljavljal ali pa prejemal ta sredstva, pa bo začel postopek likvidacije v juniju, bo moral to vrniti, če bo to začel v mesecu oktobru, tega ne bo potrebno vračati. Predhodno obvestilo, rekla sem, da ena izmed teh stvari, na katero res ne smete pozabiti, je predhodno obvestilo, da ste zaposlenega poklicali nazaj na delo. Tale del oziroma tale prosojnica je čist kopirana iz spletne strani Zavoda za zaposlovanje. Spodaj imate tudi link, oziroma imate pač točno napisan, kje to najdete. Glavno, vi morate po elektronski pošti na naslov GPZ-RSZ poslati to obvestilo, da ste nekoga pač pozvali nazaj. Je pa določeno, da če vi sklepa o povračilu izplačanih nadomestil plače, če še niste prejeli, pa ste nekoga že poklicali nazaj, da tega trenutno ne rabite narediti, to boste naredili šele potem, ko boste sklep prejeli. Zato, ker se morate vedno sklicevati na številko svoje vloge, v elektronskem sporočilu morate pa navesti svoj naziv, številko vloge, ime pa priimek zaposlenih, ki jih boste pač poklicali nazaj, in pa datum, ko se morajo ti zaposleni vrniti na delo.
Da ne pozabimo še na tole odsotnost zaradi odrejene karantene, tega sicer mislim, da je bilo, da ni bilo prav veliko, pa tudi upam, da tega ne bo prav veliko. To ne boste našli v tem zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic, ampak v onem prvem zakonu, ki je bil sprejet 29.3. In sicer osebe, ki ne morejo delati zaradi tega, ker jim je odrejena karantena, tem osebam pripada nadomestilo plače v enaki višini kot delavcem, ki so na čakanju na delo, torej 80% delavčeve povprečne mesečne plače z preteklih 3 mesecev. Bodite pa pozorni na to, da tukaj nimate nobenih omejitev. Torej, višina nadomestile plače ni omejena z višino minimalne plače, prav tako pa delodajalec dobi povrnjeno celotno izplačano nadomestilo. Torej, ne glede na višino. Potem pa imamo še ukrepe, ki se pa nanašajo na tiste delodajalce, ki pa delajo, seveda tudi na delodajalce, ki imajo en del delavcev na čakanju, drug del pa dela od doma ali pa dela v poslovnih prostorih delodajalca. Kdo je upravičen do delne oprostitve prispevkov? Upravičeni so vsi delodajalci v Sloveniji, razen neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije pa občinskih proračunov ter delodajalci, ki upravljajo finančno in zavarovalniško dejavnost in imajo na dan 13.3. več kot 10 zaposlenih. Oprostitev prispevkov velja za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, torej ne za zdravstveno, ne za starševsko varstvo, samo za pokojninsko in invalidsko. Oproščeni ste pa prispevkov tako iz plač kot na plače oziroma tistih, ki jih plačuje tako delodajalec kot tiste, ki bremenijo pa jih plačuje delavec. Oprostitev pa velja za celotno obdobje veljavnosti ukrepov iz tega zakona, torej od 13.3. naprej. To je zdaj tudi v bistvu točno zapisano. Prej smo se kar veliko pogovarjali, zdaj to samo za april pa maj, marec nič ne piše, zdaj bo to pač točno zapisano, velja od 13.3. dalje. Mogoče še ta zadeva, da oprostitev prispevkov zapis velja za prispevke od plač in nadomestil plač. Torej, za tiste dneve, ko so ljudje delali, in tudi za tiste dneve oziroma za višino tistih nadomestil, ko so bili bodisi na dopustu ali pa je bil pač praznik, in bremenijo delodajalca. Torej, ne morete uveljavljati, če je bil nekdo na bolniški odsotnosti v breme zavoda, lahko pa uveljavljati, zato ker to pač je v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, če pa bremenijo delodajalca, potem pa ste upravičeni do oprostitve teh prispevkov. Tisti, ki ste, oziroma za tiste delavce, ki ste upravičeni do oprostitve prispevkov, se pravi, ali pa bom tako rekla, za tiste delavce, ki delajo, tisti delavci so upravičeni do kriznega dodatka v višini 200 evrov. Izplača se delavcem, ki delajo in katerih zadnja mesečna plača ni presegla 3-kratnika minimalne plače, torej 2821 evrov. Krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov, izplača se pa, zdaj je lepo pač določeno, ob plači za posamezni mesec. Torej, izplačan bo tako za mesec marec, kot tudi za april in maj.
Je pa razlika od oprostitve prispevkov, ko sem omenila, da so oprostitev prispevkov velja za vse plače in nadomestila plač. Tukaj velja krizni dodatek pripada delavcem samo za tiste dni, oziroma za tiste dni, ko delajo. Če so na dopustu, če je praznik, za te dneve jim krizni dodatek ne pripada. In vedno se krizni dodatek, do kriznega dodatka so delavci upravičeni v sorazmernem delu, torej vedno se gleda, koliko je pač teh dni, ki so upravičeni, se izračuna sorazmerni del in se to tudi izplača. Največ vprašanj v zvezi s kriznim dodatkom pa z delno oprostitvijo prispevkov se je pa nanašalo na dejstvo, da je na koncu zakona obstajal en člen, ki je govoril, kdaj je pa treba sredstva vrniti, in tam je bilo tudi določeno, da je treba vrniti tudi prispevke, oproščene prispevke za PIS in krizni dodatek. Pa vas naj zdaj pomirim ali pa razveselim, da je to zdaj že izločeno iz zakona, in sicer kdaj pa kaj, oziroma kateri so, poleg tistih pogojev, o katerih smo že govorili, na kaj morate biti še pozorni. Torej, če uveljavljate povračilo nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ali pa če uveljavljate oprostitev plačila prispevkov, pa izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka, potem ne smete v letu 2020 deliti dobička, izvesti nakupov lastnih delnic ali pa lastnih poslovnih deležev, izplačati nagrad poslovodstvu oziroma plače za poslovno uspešnost poslovodstvu, in sicer v letu 2020 oziroma za leto 2000, tiste, ki so izplačane v letu 2020 oziroma tiste, ki se nanašajo na leto 2020. Torej, tukaj je zdaj izvzeto tista podjetja, ki delajo, ki ne bojo, ki niso dale pač nobenega na čakanju, ker delavci normalno delajo, so upravičena do oprostitve prispevkov za PIS, morajo izplačati krizni dodatek in za njih ta pogoj, da ne smejo deliti dobičke ali pa izplačevati nagrade poslovodstvu, ne velja. Torej, ta podjetja bojo še vedno lahko izplačevala dobiček, izplačevala plače za poslovno uspešnost, pa jim tega ne bo potrebno vračati. Zdaj, tisti, ki pa bojo dali, na primer, delavce na začasno čakanje na delo in bojo uveljavljali povračilo nadomestila plače, pa bodo v letu 2020 izplačali dobiček, bojo seveda takrat, ko bojo ugotovili, da bojo izplačali dobiček, bojo prišli do dejstva, da ne izpolnjujejo več pogojev, bojo mogli FURS obvestiti najkasneje do roka za predložitev obračuna davkov dohodkov pravnih oseb ali pa obračuna davkov dohodka iz dejavnosti za espeje in prejeto pomoč vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe. Ta prejeta sredstva pa se bojo morala vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi. Mogoče še ena zadeva, ki je tukaj pomembna, še eno stvar so malo spremenili, in sicer v tem pogoju zraven delitve dobička je ostalo samo nakup lastnih delnic,
samo izplačilo nagrad poslovodstvu, ven so pa izvzeli izplačilo plač za poslovno uspešnost za delavce. Torej vse to velja samo za poslovodstvo, ne pa tudi za delavce. Evo, jaz sem svojim delom oziroma s tole mojo prezentacijo zaključila. Tako kot sem rekla, zaradi tega, ker se mi zdi, da že s temi novimi predlogi oziroma z novim besedilom zakona sem verjetno odgovorila na marsikatero vaše vprašanje, zato sem jih tudi vključila noter. Verjamem pa, da imate še vedno zelo veliko vprašanj in zato se bomo zdaj tudi kar malo osredotočili še na vaša vprašanja oziroma bomo pogledali pa probali odgovoriti. Jaz verjamem, da na marsikakšno vprašanje bom imela odgovor, marsikje mogoče tudi ne, če ne drugega vam bom pa probala vsaj dati kakšen namig, kako bi se jaz tega lotila oziroma kako bi jaz to rešila. Verjamem pa, da glede na vso situacijo, da tudi če bo kakšen sploh pri REK-obrazcih, pri oddaji REK-obrazcev, pri plačilu teh prispevkov in pa davkov, če bo prišlo do kakšnih zamud ali pa naknadnih, da se bo to definitivno vse upoštevalo. Mogoče ravno, ker sem ravno to omenila, zdaj, ko boste oddajali REK-obrazce, REK-obrazce že lahko oddajate za mesec marec. Jaz sem jih danes že oddala, moram reči, da nisem imela kakšnih večjih težav, tudi REK-obrazec za krizni dodatek. Tukaj vam priporočam, da ne izberete v nobenem primeru, da gre to za original, to se pravi, da je to vrsta obrazca O, ampak izberete, tako kot je tudi FURS dal pojasnilo, izberite R, da je to predložitev po roku, nič vam ni treba pojasnjevati, nobenih stvari vam ni treba zraven dajati, pomembno je samo to, da v tem primeru, če niste plačali prispevkov pa davkov v zakonsko določenem roku, glede na to, kdaj ste izplačali plače, vam ne bojo sledile nobene zamudne obresti in nobene stvari. Zato, če ste jih slučajno že vložili kot originale, pa niste plačali prispevkov, vam predlagam, da te originale stornirate in vložite pač nove. Zdaj pa da pogledamo oziroma da se osredotočimo še malo na vaša vprašanja. Torej, eno vprašanje, jaz bom šla kar po vrsti, tisto, kar sem že prej nekaj dobila, sem probala že prej odgovoriti. Zdaj pa, torej, ali vendar je določene prispevke vendarle potrebno plačati ali, zdaj ne vem, na kaj ne bi se tole nanašali, predvsem mogoče, če govorimo o samostojnih podjetnikih. Samo tisti samostojni podjetniki, ki so zavarovani samo na podlagi 15. člena, pa nimajo zaposlenih, oni lahko uveljavljajo odlog plačila. Drugače pa, če želite uveljavljati oprostitev plačila prispevkov, morate za to dati izjavo. Ali samozaposleni, ki ne more delati zaradi višje sile, lahko uveljavlja pravico do temeljnega dohodka? Pri samozaposlenih ni važno, zakaj pač on ne dela, pri njemu je samo pomembno, kakšen bo njegov upad prihodkov. Tako da v tem primeru, ja, če bo njegov upad prihodkov za več kot 10%, potem seveda ima pravico uveljavljati, ima pravico do temeljnega dohodka in pa seveda tudi oprostitve plačila prispevkov.
Zakon govori o čistih prihodkih od prodaje in upoštevanje meje 10%. Ali so tu notri zajeti tudi prihodki od prodaje zemljišča in osnovnih sredstev? No, na to vprašanje sem vmes že odgovorila, ne, zato ker prihodki prodaje zemljišča in pa osnovnih sredstev nikoli po računovodskih predpisih niso med čistimi prihodki od prodaje. Ali pripada delodajalcu, ki ima zaposlene, ki delajo, tudi oprostitev plačila prispevkov za ZPIZ, če ima neporavnane obveznosti do FURS-a in neoddane reke? Plača za marec bo izplačana v maju. V bistvu ta del, pogoj, da morajo biti plačani prispevki, tega pogoja v 33. členu ni in ne rabite nič dokazovati. Tudi tako je, da ko pripravljate plačo za mesec marec, morate vi redno delo od 1. marca pa do 12. marca posebej poročati, redno delo od 13. marca pa naprej in ta bo šel tudi na posebni rek, pri katerem boste oproščeni plačila prispevkov za ZPIZ. Ne, tukaj ni nobenega, v bistvu v tem primeru ni več nobenega pogoja. Pozdravljeni, kako bo z vračilom temeljnega dohodka in prispevkov, če se SP zapre? Zdaj, vprašanje je, kdaj kdaj se ta SP zapre, oziroma zdaj omejitev tam smo videli, da je, glede na to, da je toliko enih stvari, moram tudi jaz vmes stvari pogledati, oziroma torej ta likvidacija je določena, tole pa jaz zdajle ne vem, če bom toliko hitro našla. Mogoče gospa Larisa, jaz sem prej objavila, pa vam bom dala na koncu enkrat moj mail, pa mi lahko na mail napišete, pa vam bom odgovorila. To zdajle res vam ne znam za 100% odgovoriti. Če gremo naprej, kaj pomeni nadomestilo za starševsko varstvo? Ali je torej nadomestilo, ki ga bo podjetje prejelo za tiste delavci, ki so šli na višjo silo zaradi varstva otrok? Ne, nadomestilo za starševsko varstvo pomeni, da to je v primeru porodniške, očetovskega dopusta ali pa v primeru ne tega varstva otrok zaradi višje sile, zato ker so mogli doma ostati, ampak nekateri so za 4 ure, imajo skrajšani delovni čas, zato ker imajo pač manjše otroke. Tehnika. Torej, PIS ter zdravstveno zavarovanje zaradi ZUJF-a ni mogoče odložiti, vsaj tako nam je bilo napisano v odločbi. Tole pa zdajle imam pa premalo podatkov, da bi tole lahko odgovorila. Torej, podjetje ima zaposlenega samo enega delavca, je invalid nad kvoto in dela po 4 ure. Oprostitev prispevkov PIS ima še na podlagi invalidnosti. Ali se oprostitev PIS upošteva na podlagi invalidnosti ali na podlagi interventnega zakona? Ali se mu izplača krizni dodatek? Krizni dodatek se mu izplača za tisti del, kot dela, in tudi oprostitev prispevkov za PIS se upošteva v tistem delu,
ki bremeni delodajalca. Če to bremeni ZPIZ, vi nikoli ne morete dobiti prispevkov po dveh različnih zadevah plačanih. Torej, tudi za nekoga, ki je na bolniški odsotnosti, če dobite refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje, potem to ne spada več v ta sistem oziroma ne morete po tem zakonu še enkrat pač biti oproščeni plačila prispevkov, zato ker jih boste pač že od tam dobili. Ali gre lahko na čakanje lastnik ali pa direktor podjetja? Ja. Tem, da tukaj je najprej vprašanje, kako je ta, tako bom rekla, pustimo lastnika, ki je samo lastnik. Lastnik, ki je samo lastnik, ne more iti pač na čakanje, ker s firmo pač nima nič, oziroma s podjetjem. Če pa govorimo o direktorju, je pa odvisno od tega, kako je zavarovan. Če je zavarovan na podlagi 0,1, torej na podlagi zaposlitve, potem se ga lahko da na čakanje po interventnem zakonu. Zdaj, vprašanje se meni potem samo tam poraja, zdaj, mislim, odvisno pač od podjetja, ampak ja, ali čisto iz drugih razlogov dejansko nimamo pač nobenega dela za direktorja, načeloma pa ja, zaposleni na podlagi 0,1 so lahko napoteni na čakanje. Vkolikor je pa on zavarovan na osnovi, na podlagi 0,40, potem pa zanj veljajo isti pogoji, kot veljajo za samozaposlene. Torej ne more iti na čakanje, je pa upravičen do temeljnega dohodka in pa do oprostitve plačila prispevkov, če ima izpolnjene vse tiste pogoje, ki smo prej jih pogledali. Ali lahko prosim za širšo definicijo čistega prihodka, ugotovljenega po računovodskih standardih? Govorimo o prihodkih od prodaje proizvodov ali pa storitev. Če ste trgovsko podjetje, je vse, kar vi pač prodate, vas prihodek iz naslova prodaje. Če ste storitveno podjetje, boste tukaj noter pač vse, kar vi zaračunavate svojim kupcem, storitve, ki jih zaračunate. Bistvo je, da tukaj noter ne padajo subvencije. Prej smo se že pogovarjali, da ne padajo noter prihodki ali pa dobički iz naslova prodaje osnovnih sredstev, nepremičnin, finančni prihodki ne pašejo tukaj noter, kakšne obresti, torej govorimo samo o prihodkih iz naslova prodaje blaga in pa storitev. Pozdravljeni, sem pravilno razumela, da SP, ki je zavarovan 20 ur na SP in 20 ur na 0,1, pripada oprostitev plačila prispevkov. Temeljni dohodek pa ne pripada. V bistvu, zdaj po novem, bosta tako oprostitev plačila prispevkov kot temeljni dohodek pripadala tej osebi, ampak v sorazmernem delu. Torej tudi zdaj, če je zavarovan za 20 ur, izpolnjuje pogoje, bo temeljni dohodek za april mu pripadal samo v višini 350 evrov, ne pa 700. Prosimo za pojasnilo iz obdobja dela 3 mesecev, ko je delal. Kako nazaj moramo gledati, če nek delavec vsak mesec na bolniški? Tole vam pa zdaj tudi ne bom znala čisto direktno takoj pogledati, tako da gospa Tončka, če mi pol se mi javite na mail, bom to točno pogledala, pa vam bom sporočila. Pozdravljeni, čeprav razumem, se nadomestilo iz zavarovanja za starševsko varstvo šteje med prihodke. Ja, v bistvu nadomestilo, torej, med prihodki imamo zdaj,
Torej, prihodki, gre tudi nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo, je pa, če vas, mislim, mogoče kaj več zanima, no, v tem predlogu besedila zakona so zraven pri vsakem členu tudi obrazložitve in tam v obrazložitvah je zelo lepo napisano, zakaj naj bi to pač se upoštevalo noter, ampak ja, pa še zraven. Ali so čisti prihodki iz prodaje? Jaz vas mogoče, to se pravi, ali so čisti prihodki iz prodaje tudi pri zasebnih vrtcih, kot so delo skrbnin, krije občina glede na procent plačila staršev. Jaz vam predlagam, da pač pogledate, kako imate, oziroma z računovodkinjo govorite točno, kaj imate zdaj na prihodkih od prodaje, in tudi dejansko, ko bojo oddani letne bilance za leto 2020, se bo to gledalo. To se pravi, kaj boste imeli vi tam noter zapisan, leto 2019, 2018, te dva AOP podatka se bosta pač med seboj primerjala. Primer. Po novem predlogu zakona ima možnost do povračila nadomestila in oprostitev prispevkov tudi družba iz dejavnosti K, ki ima manj kot 10 zaposlenih. Kdaj mora oddati vlogo na zavod? Po prejšnjem zakonu ta družba ni bila upravičena ter ni imela možnosti oddati vloge na zavod. Ja, zdaj tako je. Trenutno ta določba, da mora imeti pač manj kot 10 zaposlenih, še ne velja. Torej, zakon še ni stopil v veljavo, tako da trenutno ne rabite narediti nič. Ko bo zakon objavljen, takrat bo sigurno na zavodu pač napisano. Jaz mislim, da boste imeli 8 dni časa od trenutka, ko bo to začelo veljati v zakonu, tako kot je bilo zdaj, tako kot je bilo narejeno zdaj. Ampak to je moje mnenje, no. Mogoče res, da še enkrat poudarim, veliko teh stvari, ki smo se danes pogovarjali oziroma ki so tule z rdečo označene, še ne veljajo. Vendar že po pojasnilih FURS-a pa zavoda je razvidno, da to tako bo, zdaj bojo samo še pač v zakon zapisali. Za čas čakanja se lahko zaposleni vrnejo na delo do 7 dni. Ta čas prejemajo nadomestila ali plačo. Če se zaposleni vrne in dela, takrat dobiva plačo, ne dobiva nadomestila. Če pa je nekdo na čakanju cel mesec, pa ima ta mesec tudi praznike, seveda se mu pa to pač ne prekine. Je pač cel mesec na čakanju in je cel mesec upravičen do nadomestila. Pri nas smo v primeru varstva otrok izdali sklep o odobritvi prošnje za začasno odsotnost zaradi varstva otrok. Vseeno mora delavec nekako izkazati, da nima druge možnosti varstva, nato pa konec meseca še sklep o priznanju pravice do nadomestila v tem času. Ali je to v redu? Jaz mislim, da ja. Saj veste, praksa bo pa pokazala, ampak jaz mislim, da že s tem, no, da, a ne, vi tukaj tudi govorite o tem, da nima druge možnosti varstva otrok. Mi vemo, da so zdaj priporočila, da stari starši otrok ne varujejo. Torej, jaz mislim, da že, če izkažete, da imate otroke do nekje je bilo zapisano, ampak to čisto neuradno, mislim, da če imate otroke do 5. razreda, da je že s tem, da imate šoloobvezne otroke oziroma otroke, ki so v vrtcih, pa so šole pa vrtci zdaj zaprti, da je že to zadostno dokazilo, no. Bomo pa videli, kaj bojo pač potem dejansko
zahtevali, ampak jaz mislim, da bo to dovolj. Če delavcu omogočimo delo v dopoldanski ali popoldanski izmeni, ali lahko delavec zavrne vrnitev na delo zaradi višje sile varstva otroka? Ne vem. Tole vam pa težko odgovorim. To je zelo delovnopravno vprašanje, kar pomeni, da jaz bi se v tem primeru obrnila v bistvu na pravnike. Ali sem samostojna podjetnica, zaposlujem 8 oseb, ali lahko zaprosim za oprostitev prispevkov in za temeljni dohodek? Seveda. Zase lahko uveljavljate oprostitev prispevkov pa temeljni dohodek, če boste izpolnjevali pogoje glede zmanjšanega obsega prihodkov. Za svoje zaposlene, pa če ste jih dali na čakanje na delo, lahko tudi uveljavljate povračilo nadomestila oziroma oprostitev plačila prispevkov. Za tiste, ki pa delajo, pa oprostitev prispevkov zapis, pa izplačevati morate krizni dodatek. V bistvu to velja za vse delodajalce, ne glede na njihovo obliko. Tukaj se tole ni nič. Kaj se da dobiti tekst? Kje se da dobiti tekst na novo predlaganega zakona? Dobite ga lahko, če greste na spletno stran gov.si. Tam so vse informacije. Mislim, da če boste pogledali datum 21. ali pa 22.4., 13. seja vlade, tam vam bo, gor kliknete, malo vam bo napisali, kaj so tam na tej seji vlade obravnavali, imeli boste pa potem tudi besedilo tega predlaganega zakona. Čakanje na delo, invalid nad kvoto, dela 4 ure, ali se pri obračunu upošteva celoten znesek povprečne plače ali sorazmerni del. Tukaj vedno pač gledamo potem sorazmerni del. Naslednje vprašanje. Čakanje na delo, za katerega delodajalec ni upravičen do povračila nadomestila strani zavoda, ker je delavec, ki je sicer na čakanju prišel na primer na delo 4 ure pa je bil na čakanju breme delodajalca, ali je v tem primeru delodajalec upravičen do povračila PIS prispevkov, ker gre za nadomestilo po ZDR. Delavec oziroma delodajalec je upravičen do povračila prispevkov za PIS za vse plače in nadomestila, ki jih izplača delavcu. Tako da v tem primeru bi jaz rekla, da ja, povračilo prispevkov ja, krizni dodatek pa ne. Za tisti čas, ki je bil na čakanju. Čakanje doma. Plačaš neto zaposlenemu, država pa ti povrne nadomestilo, prispevkov ne plačaš. Ja, drži. V bistvu je tako, zaposlenemu morate plačati neto, pa plačati morate tudi akontacijo dohodnine. In neto pa akontacija dohodnine vam bosta potem povrnjena, prispevkov pa nikakor pač ne rabite plačati in jih tudi potem ne boste povrnjene. Tudi mogoče, ko boste pripravljali, že obrazci tako naredijo oziroma tudi potem programi, da vse te prispevke, ki so oproščeni plačila, jih zavedejo samo kot obračunane in ne tiste za plačilo in vam bo tudi potem naloge naredil samo za tiste prispevke, ki jih je potrebno plačati. Naslednje vprašanje. Pozdravljeni, v času nadomestila za višjo silo lahko delavec izkoristi letni dopust in če kakšna je osnova za izplačilo. Zdaj,
Tle vam tudi težko rečem, predvsem zaradi ene stvari, ali pa v čem razmišljam, sej koristi letni dopust. Ne, v redu je, lahko koristi letni dopust. Če je korist letni dopust, potem je, osnova za izplačilo je tako, kot če bi bil normalni letni dopust, to se pravi pač 100% nadomestilo. Lahko koristi letni dopust, ja. Ali mora družba iz dejavnosti T z manj kot 10 zaposlenimi izplačati krizni dodatek za marec? Do kdaj ga mora izplačati? Ja, ga bo mogla izplačati, ampak te obveznosti še nimate. Tisti primer, veliko plač smo izplačevali do 10. aprila. Jaz, dokler ni bil zakon v veljavi, to se pravi, da dejansko se je že uporabljal, teh stvari nismo pač izplačevali. Smo izplačali pa krizni dodatek ob uveljavitvi zakona posebej. Paziti morate edino to, da boste poročali na REK obrazcu. Je pa tako, da predvsem krizni dodatek je tisti, ki vam, bom rekla, ne bo spremenil plače, neto prispevki, davki, vse to bo ostalo enako, samo še en dodatek bo, ki ga bomo mogli delavcu izplačati, tako da tukaj, bom rekla, je še najmanj težav. Je pa trenutno iz teh dejavnosti še nimajo zakonske osnove, da bi mogle izplačati krizni dodatek, zato bi jaz počakala na sprejetje zakona. Pozdravljeni. Glede kriznega dodatka, ali to pomeni, da so do njega upravičeni samo tisti, ki dejansko delajo in imajo plačo manjšo kot 3-kratnik minimalne plače? Kaj drži? Kaj pa če zaposleni, ki je v tem času delal še več kot prej in presega 3-kratnik minimalne plače, mu prav tako lahko izplačamo krizni dodatek? Tako je, najprej gleda se pretekla izplačana plača, ne tista trenutna, ki mu jo izplačujete. Jaz menim, da v kolikor mu boste izplačali krizni dodatek, pa bo njegova plača višja kot 3-kratnik minimalne plače, ne boste mogli to obdavčiti z davki in prispevki. In mu boste to poročali kot neko nagrado, stimulacijo, pač karkoli, ne pa kot krizni dodatek. Zato, ker v bistvu krizni dodatek je samo v primeru, če je plača manjša kot 3-kratnik minimalne plače. Če je višja, ne govorimo več o kriznem dodatku. Lahko mu pa nekaj še izplačate zraven. Ali ima delodajalec, ki je upravičen po 33. členu do oprostitve plačila prispevkov za PIS, možnost, da se odloči, ali to pravico oprostitve uveljavlja ali je to obveznost? Zdaj, tako je. Mnenja ali pa tudi razlage FURS-a so, da se pač ne morete odločiti, ali boste to uveljavljali ali ne. Sploh pa zdaj, ko ni več one določbe o vračilu tega, jaz ne vidim več, oziroma pač jo ne bo, no, jaz ne vidim več težave, zakaj ne bi to uveljavljali. Zato, ker vi boste uveljavljali oprostitev plačila prispevkov za PIS, ravno tako boste pa lahko izplačevali dobiček, izplačevali poslovno uspešnost, nagrade in tako naprej. Tako da ni več vprašanja, zakaj nekdo to sploh ne bi izkoristil. Kdaj se krizni dodatek plača za marec, če ga nismo ob obračunu oziroma izplačilu plač za marec, ker tudi nismo uveljavljali oprostitev prispevkov? Ali se krizni dodatek predhodnega všteva v izplačano plačo kot kriterij za upravičenost? Zdaj, najprej na prvo vprašanje. Če kriznega dodatka pri plači za marec niste upoštevali, jaz mislim, da boste mogli pač to dopolniti, lahko ga zdaj izplačate, pa REK obrazec pač oddate. Če niste upoštevali oprostitve prispevkov za PIS,
pol boste mogli popraviti obračune in popraviti obrazce tudi une za mesec marec. Pa ne se ustrašiti, marsikdo bo popravljal reke za marec. Zadnjič mi je ena kolegica rekla, do decembra bomo že naredili take, da bojo pač ta pravi, da bo za vse v redu. Tako da, ja, tega boste mogli popraviti. Krizni dodatek pa ne vpliva na višino plače, zato ker višina plače, o kateri govorimo, je bruto znesek. Krizni dodatek je dodatek, ki na bruto znesek nima nobenega vpliva. Tako kot nima vpliva na bruto znesek, na primer povračilo za prevoz ali pa prehrano ali pa te stvari. Zaposlenega imamo delavca prek razpisa Zaposli me in smo prejeli sredstva. Delavec v času epidemije normalno dela, smo vseeno upravičeni do oprostitve prispevkov in mu izplačamo krizni dodatek. Seveda. Kaj se šteje pri SP za dobiček pri vračilu sredstev? Nikoli se ne gleda dobiček, vedno se gledajo prihodki. Koliko časa po izplačilu plač pa bodo sredstva povrnjena delodajalcem? Zdaj pa, a sem jaz imela nekje tole zabeleženo ali pa sem samo v bistvu no, nisem pa tudi zdajle točno, ne vem, ampak mislim, da bojo tale, mislim, da povračila, da zdaj povračila za marec naj bi bila, oziroma povračila za, ne vem, ne znam vam točno, ne znam vam na pamet povedati, bi mogla pogledati, tako da vam predlagam, da mi mogoče, tako kot sem prej omenila, bom dala jaz še enkrat tole na, mogoče pa jaz tole lahko šeram, ne, pa ne vidim vprašanj. Tle imate moj mail, no, tako da če imate kakšna taka vprašanja, ki vam zdajle direktno na hitro nisem znala odgovoriti, mi lahko pošljete na mail, pa vam bom odgovorila. Kakšne stvari res moram pogledati. Tako da, če zdaj pa vseeno gremo še na zadnje vprašanje. Če si na dopustu, ti krizni dodatek ne pripada, ni pa potrebno plačati PIS prispevkov. Ja, drži. Krizni dodatek pripada samo za tiste dneve, ko se dela, oprostitev prispevkov pa velja tako za plače kot za nadomestila. Zdaj, tako kot sem, bom rekla, tudi pričakovala, je daleč največ vprašanj v zvezi s kriznim dodatkom, pa res je ta krizni dodatek zdaj v tem novem besedilu zakona zelo lepo napisan oziroma odgovoril pač na vsa vprašanja glede sorazmernega dela, komu pripada, kdaj, a ga je treba pač vrniti. Tako da, če ne boste vedeli, kam drugam pogledati, pejte na spletno stran gov.si, 13. seja vlade je bila, tam imate besedilo predloga zakona o spremembah in tam boste res dobili še kakšna dodatne odgovore na vaše vprašanja. Zdaj, malo čuden mi je, ker ne morem dobiti nobenega feedbacka, no, ali pa ga tudi vmes nisem. Prvič tak malo daljši webinar pripravljam, pa je res ena posebna izkušnja. Jaz bi vas prosila, dobili boste zdajle še ankete, če lahko tele ankete izpolnite, da nam poveste,
kako ste bili zadovoljni. Mogoče, če so še kakšna vprašanja oziroma če imate kakšne predloge za naprej. Če pa imate kakšno vprašanje, z veseljem vam odgovorim na mail, tako da lahko me kontaktirate, če bom znala, če bo v moji moči, vam bom z veseljem pomagala in odgovorila. Najlepša hvala.